Po moje so to pač prirejeni posnetki, ki si jih ljudje izmislijo, da dosežejo svoj cilj. Po moje so to neki izmišljeni dogodki, ki jih predstavijo kot resnične. Lažne novice so novice, ki si jih nekdo izmisli, da bi nas preslepil in nimamo dokaza, da obstajajo. Lahko si jih izmisli samo zato, da se zabava. Zakaj so lažne novice škodljive? Razlogov, zakaj so škodljive, je več. Eden, recimo, ne najbolj banalen, je tudi ta, da nenadoma potem nasedemo lažem, ker lažne novice so v bistvu laži, in pristajamo na to, da so laži tiste, ki nam določajo prostor in čas. Se pravi, laži postanejo nekaj normalnega, sprejetega, samoumevnega. Recimo, to je pri otrocih je taka tipična stvar, ker oni še ne dobivajo toliko lažnih novic iz medijev, ampak nekako legitimiziramo laž. Drugače je pa predvsem problem lažnih novic ta, da laži, ki se pojavljajo v lažnih novicah, oziroma lažne novice, ki jih objavljajo, so pogosto namenjene temu, da manipulirajo z nami, da vplivajo na naša čustva. Recimo, da v nas zbujajo neko jezo, strah, nezadovoljstvo. In posledično tisti, ki ustvarjajo lažne novice, ki jih ponavadi ustvarjajo bolj ali manj zato, da je to za njih dobro, ali hočejo zaslužiti denar, ali pa želijo vplivati na naša ravnanja, na naša vedenja, na neke družbene razmere. Oni imajo od tega koristi, mi kot skupnost, kot družba pa nimamo teh koristi. Katere so najbolj pogoste lažne novice? Najbolj pogoste novice v svetu otrok so novice, ki so povezane z živalmi, če govorimo o lažnih novicah. Recimo, otroci bojo hitro naleteli na kakšnem Instagramu, recimo na sliko lažne anakonde ali pa rumene pande v živalskem vrtu, in če ne bojo pomislili, da je to neverodostojna informacija, jo bojo hitro lahko poslali nekomu naprej. Zato jim tudi povemo, da so na voljo mednarodni portali za preverjanje dejstev, kot je recimo snopes.com. V slovenskem prostoru bi pa lahko rekli, da je za odrasle recimo mogoče, da so najbolj pogoste lažne novice pač na temo migrantov, se pravi, to so tiste novice ravno, ki vplivajo na naša čustva, na strah in jezo. Je pa res tudi to, da moramo pri takih novicah biti zelo pozorni, da jih znamo tudi preveriti. In naša naloga je, da našim bralcem povemo, katera od teh novic je resnična in katera je lažna, ker nekatere novice v zvezi z migranti so bile lažne, so bile pa tudi kakšne, ki so bile resnične. In zdaj, če mi ne predstavimo teh, nam preprosto ljudje ne bojo več zaupali. Kako prepoznati lažne novice? Ko se enkrat vprašaš, ali je mogoče novica lažna, se je dobro vprašati, na katera čustva igra, kdo je njen avtor. Kje je objavljena? Ali je še kakšen drug vir informacij o tej novici poročal, recimo? Ali je fotka mogoče nenavadna, ali bi lahko bila photoshopirana, ali kakorkoli drugače bi lahko bila manipulirana? Ali je video verodostojen? Vse to so načini, kako lahko preveriš morebitne dvomljive informacije. Ni pa nujno, da bo samo eden od teh načinov dovolj. Fajn je, da se pač preveri različne. Recimo tudi ne vem, ali je URL naslovna vrstica portala takšna, ki je verodostojna, ki je verjetna. Če je .com.co, se je že dobro vprašati, kdo je uporabil tako končnico na portalu. Kako lahko starši in učitelji otrokom pomagajo poiskati verodostojne vire informacij? Problem je, da imamo že eno generacijo, ki je izgubljena. Se pravi, imamo že odrasle, ki zelo malo spremljajo verodostojne medije. In v bistvu, če ti nimaš nekega vira, ki mu lahko zaupaš, recimo, ne vem, časopisa, portala, televizijske oddaje, so te poplavi novic, ki nas pač preplavlja, lahko hitro zgubiš. Se pravi, mislim, da bi mogli se tudi odrasli zavedati tega, da z nami lahko nekdo manipulira, ker enostavno mi nimamo časa, včasih tudi neznanja, da preverimo informacije. Mi, ko smo odraščali, smo lahko prebirali časopise, oziroma mi smo videli starše, ki prebirajo časopise, mi smo videli starše, ki gledajo poročila. Ti otroci danes pa nimajo več tega zgleda. Obenem ti otroci rastejo v neki dobi YouTubea, Snapchata, Instagrama, kjer dobivajo neke informacije. In oni preprosto zato, ker jih tega noben ni naučil, ne morejo vedeti, ali so te novice zanesljive ali ne, ali so te informacije zanesljive ali ne. Čeprav se nam zdi mogoče malo hecno, nam ne preostane drugega, kot da te otroke naučimo, da je treba pač prepoznati verodostojne vire informacije, se pravi verodostojne medije in tudi same verodostojne informacije. Zdaj pa, kako to lahko naredimo, obstajajo različne metode in tehnike, recimo s tem, da jih obiščeš v šolah, pripraviš neke delavnice,
Poleg tega so na voljo še drugi materiali, recimo, ne vem, video smo posneli o tem, kaj so lažne novice, obstaja en plakat oziroma letak, kako prepoznati lažne novice. Obstaja igrica Bad News, ne, ki je prav tako v bistvu prav prilagojena otrokom, zato ker otroci radi igrajo igrice. Ne. Vse to so orodje, ki so na voljo, obstaja knjižica Otroci in mediji. Ne. Ta orodje so na voljo tako učiteljem, staršem, kot tudi samim otrokom, ne, da se pač seznanijo z lažnimi novicami in da vedo, kako jih prepoznati in zakaj je to pomembno. Tako da tukaj se mi zdi res pomembno, da se tudi odrasli poiščejo nek verodostojen vir informacij in da pol to znanje prenese na otroke. Ne. Pravijo, da so mediji pomembni za demokracijo in dejansko je tako. Če ti ne veš, kje dobiti preverjene informacije, ki ti pomagajo potem, da se odločaš tudi, kako boš glasoval na volitvah, ne, potem imamo lahko vsi kot družba problem. To se je pokazalo ne nazadnje tudi pri Brexitu. Ne. Mnogi so glasovali na podlagi 2 laži, ki sta bili objavljeni na tistih simboličnih rdečih avtobusih, ne, ker so pač tisti, ki so želeli manipulirati in želeli doseči nek svoj rezultat, objavili laži. Ljudje so tem lažem nasedli, vedeli pa so, da so to teme, ki so zelo čustvene za Britance. Ne. Recimo, da bomo sofinancirali sredstvi, ki jih prihranimo, če ne bomo v EU javni zdravstveni servis. To je tudi nekaj, kar bi v Sloveniji mogoče bilo zelo, kar bi odmevalo tudi v Sloveniji, ker tudi pri nas se veliko ukvarjamo s čakalnimi vrstami. Ne.